Da je bil predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović kljub njegovim drugačnim trditvam pred leti pravnomočno obsojen na denarno kazen zaradi poskusa poslovne goljufije, razkrivajo v rubriki Dejstva. Resničnost izjav so preverjali tudi za ostale trditve, ki jih je za našo televizijsko hišo izrekel Stevanović. Brigita Potočnik. Preverili smo več izjav predsednika stranke Resnica Zorana Stevanovića in jih, glede na to, kako resnične in točne so, ocenili s pomočjo našega merilnega orodja Dejstvomer. Najprej izjava, povezana s prometno nesrečo, ki jo je imel v Žirovnici leta 2005. V zvezi z njo se sooča z očitki, da je bil vpleten v poskus zavarovalniške goljufije in zaradi tega celo obsojen. Poglejmo, kaj pravi. A je šlo tam za poskus preslepitve zavarovalnice? Ne. Jaz sem bil udeležen enkrat v prometni nesreči, res je tam, ampak sem plačal v bistvu kazen za prometen prekršek. Ampak to je pravnomočno in to je nek postopek, ki je bil? Bil sem večkrat obdolžen prometnega prekrška in ga tudi plačal. Enkrat za varnostni pas, enkrat sem šel pa po moje celo čez rdeč. Kaj pa poskus preslepitve zavarovalnice? Ne. Nikoli niste bil za to obsojen? Ne. Mi pa smo pridobili dokument sodbo Okrajnega sodišča v Kranju. Iz nje je razvidno, da ga je sodišče leta 2008 zaradi kaznivega dejanja poskusa poslovne goljufije obsodilo na denarno kazen, prav tako sostorilca. Stevanović je, ker je lažno prikazoval okoliščine nesreče, moral plačati 800 evrov in sodne stroške. Sodba je postala pravnomočna leta 2010. Njegova izjava, da je bil kaznovan le za prometni prekršek in da ni bil obsojen, zato ne drži. Res pa je, da ga danes ni več v kazenski evidenci. Iz nje je bil namreč po določenem času izbrisan na podlagi zakonske rehabilitacije in velja za neobsojenega. Leta 2001 je prišlo do streljanja in popivanja policistov enote železniške policijske postaje v Ljubljani. Posebna preiskovalna skupina je takrat sprožila 13 disciplinskih postopkov, 8 predlogov sodniku za prekrške in 2 kazenski ovadbi. Je bil morda med policisti, udeleženimi v dogodku, tudi Stevanović? Ali ste bili po streljanju na policijski železniški postaji leta 2001 kazensko premeščeni na PP policijsko postajo Radovljica? Ne, ta dogodek se je dejansko zgodil. Mislim, a vidite, o čem se mi pogovarjamo? O dogodku, ki sem bil star 18 ali 19 let, 30 let nazaj. Torej, jaz sem takrat dejansko delal na postaji železniške policije, nisem bil sploh udeležen v temu dogodku. Fantje, ki so bili udeleženi v temu dogodku, so bili disciplinsko kaznovani, ostali smo bili nagradno premeščeni v bližino doma. Ker policija zaradi varstva osebnih podatkov informacij o premestitvah ne daje, tega, ali je bil Stevanović premeščen kazensko, nismo mogli preveriti. Smo pa preverili, kako je z njegovo izjavo glede nagradne premestitve v Radovljico. Tako Zakon o javnih uslužbencih kot Zakon o organiziranosti in delu v policiji nagradne premestitve ne omenjata. Policisti so lahko nagrajeni z denarnimi nagradami, dodatki, napredovanjem v naziv ali plačni razred, pohvalami, priznani, ne pa s premestitvami. Izjavo Stevanovića, da je bil po streljanju premeščen na policijsko postajo Radovljica nagradno, smo zato označili z ne drži. Ena od tem je njegov odhod iz policije. Je bila razlog odpustitev? Zakaj ste pa na koncu, gospod Stevanović, zapustil policijske vrste? A ste mogel oditi? Ne. Jaz sem kol v policiji, nisem bil srečen. Odpovedi delovnega razmerja pri policiji niste nikoli dobili? Ne. Iz sodbe Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, ki jo hranimo v uredništvu, izhaja, da je policija leta 2011 Stevanoviću izdala odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov. Razloga, po mnenju policije, njegovo nedostojno in žaljivo vedenje do nadrejenega in, ker je bil, je ugotavljala policija, na delovnem mestu pod vplivom alkohola. Stevanović, ki je to zanikal, se je pritožil na delovno in socialno sodišče. Odločitev sodišča leta 2012 pa odpoved je bila nezakonita. Njegovo izjavo, da ni bil odpuščen iz policije, bi sicer lahko označili z ne drži. Ker pa je sodišče pozneje ugotovilo, da je bila nezakonita, smo njegovo izjavo označili kot previdno. Novembra lani je prišlo v Ljubljani do napada na voznika mestnega avtobusa. Neznanec ga je poškodoval z nožem.
Kmalu po tem dogodku se je oglasil Stevanović in posnel video, v njem pa takole, navajam. Danes je migrant v centru Ljubljane hudo zabodel voznika. Pojavlja se ljudsko retorično vprašanje. Zakaj si ga pes liže? Ker si ga lahko. Če država omogoča, da lahko nekaznovano kršijo zakone, to pač počnejo, je takrat dejal Stevanović. Pozneje se je izkazalo, da voznika ni zabodel migrant, ampak 37-letni Ljubljančan. Prehitel sem samega sebe, samo na podlagi prvih informacij, ki sem jih prejemal inbox, sem vzel telefon in posnel prvoosebni video, na koncu naknadno tudi povedal, da pač je bila dezinformacija, da sem bil zaveden. S tem ste hote ali ne hote netil sovraštvo in širil lažne informacije. Vi ste pa predsednik Resnice. Kako gre zdaj to skupaj? Da, še enkrat povem, bil sem zaveden, na hitro sem posnel video, naknadno sem se posul s pepelom in se opravičujem vsakmu, če sem ga s tem videom na kakršen koli način razočaral. A ste širil nestrpnost tudi s tem, po vašem mnenju? Glede na to, da ste targetiral skupino ljudi. Če bi se dejansko izkazali naknadno, da je bil migrant, bi rekel, da ne. V tem primeru mogoče. Stevanović je migrante označil kot storilce kaznivih dejanj. O sovražnem govoru govorimo takrat, ko gre za izražanje mnenj in idej, ki so po svoji naravi ksenofobični, diskriminatorni, rasistični in naperjeni predvsem zoper razne manjšine, etnične, verske, kulturne. To lahko preberemo na spletni strani Varuha človekovih pravic. Stevanović se je sicer za svoje besede opravičil, še vedno pa ni prepričan, da je šlo za širjenje nestrpnosti. Njegovo izjavo označujemo s previdno. Več pa na 24ur.com. Med drugim tudi, kako smo ocenili izjavo Stevanovića glede dogodka, ko se je kandidat stranke Resnica, Bojan Potočnik, čustveno poslovil od izgnanega ruskega diplomata.